Ja, super, si v redu? Ja, oprosti, eni pač ne gremo na morje čez zimo, ne? Ja, razumem, da hočeš iti stran od svoje družine. Ja, vse kdo ne bi šel, valjda. Glavni, ja, posluš, imam eno idejo zate. Ok, en reality. 3 modeli, nobene žvalijo, ok, sami so, ok? Ja, to je ruska licenčna, ja. V glavnem 3 modele, nobene žvali, pač mora najti te žvali, čakaj, sorry. Ej, se slišimo, imam enega, ajde, čau. Ja, Simon, kje si? ja, zdravo, gospod Bral, nisem prišel na sestank. Ja, kar vse se, A kar stol vzamem, a kako? veš kaj, kupir ti sede, ampak ja, kar vzamem si stol. Ja, kako si? Ja, Pozdravljena! Živjo. Boki? Ja, Boki is back! Ja. Živijo, zdravo, pozdravljeni, živijo. Živijo, Ja, Mišel, pozdravljen. Živjo, Mišel. Živijo. vi ste Mišel. Jaz sem tudi Mišel, on je tudi Mišel, ja, to je. A ti nisem prej rekel Boki? Boki, ja. Ja, jaz sem Mišel. Ja. To je pa moja čast. Ne, nič tako. Mišel. Ej, a pa ti jemlješ te svoje tablete? Ja, vsak dan, tukaj zdravnik pač Čiste predlagal. pozije! Halo, kvadej, ajde, petka, ajde. To je Breda. Pa, hudo. Breda, kako? Evo. Ona je tudi to kul. Ja, nekaj bomo sproducirala, ne? Nekaj bomo pa naredili. Ja, upam, da imate kaj zame danes, okej? Pač, Nekaj se bo najde, ve. naš studio je malo v minusu, ne, samo tako da veste, tako da moramo najti eno dobro finto, moramo malo na denarja. Ne vem, kje ste mene iz Takoj s naftalina. takimi slabimi novicami. Ne vem, kje ste mene iz naftalina potegnala, ne, jaz sem čas westerne pisal, kva pa jaz vem, kaj zdaj mladina gleda. Ja, pa redo. Ja, sem No, znal, ti ti so so šla bile klasike. To so bile klasike. Ja. To smo vsi gledali. Ja, pištola 1, pištola 2. Štola 3. Ja, nisem bil zelo inovativen pri naslovih, no, ampak ne bom vse. Mislim, si zmeraj vedel, kaj pričakovati. Ja, vedno sem vedel, kaj hočemo, ne. Ja. A westerne še kdo gleda? Veš kaj, mogoče lahko naredimo eno tako moderno priredbo. Ja. Ej, bi kdo viski, a? Ja, dej na to, saj smo v studiu, Nema ne. kar izplaše, okej. A smo umetniki ali nismo, dej. Mene zdravnik si se rekel, da ne smem, ampak kurs ga gleda. Veš kaj, sam da si zapomnil svoje ime, pa bo, veš. Dober je. Ja, včeraj si ti sistika vedno, stari. Nisem. Pač, a veš, Western, ja. ja, veš, kakor so zdaj, ne vem, je Scorsese naredil pač to rožo, pa kakor so Coen naredili uno, kaj se, naredimo en tak modern western, kaj pravite? Lahko, ja. Ok, kva imate? Brezna boja. Brezna boja, ok. Včasih smrdi. Včasih smrdi. Krvava ostroga. Ja, to je zgodba o pravičnem Johnu, ki pride v eno majhno vasico na divjem zahodu in tam vlada en divji konj. Pazi, konj je. Konj. Ampak je toliko divji, da se ga vsi vaščani bojijo. To je kar divje. In pravični John se odloči, da bo tega konja ukrotil Ok. s svojim ostrogom. Ha, ja, tako. Veš kaj, ne, Ja, So kako boš, dobre, tako. Ja. kako boš konja naredil tazga, ne, to je... Ja, to je... To je že malo fantazijski, tako roman, ne? Mislim, Ne, kad ti konji so bili zmeri pol tako, jih je bo treba jahati. Ne, si dobro, a veš, sam, če nimamo keša, ne moramo zdaj animirati cel konja, cel film. Jaz sem pa hotel, da konja Ma ima. dej. ne se jokati, zdaj vse je v redu, no? Ne, nisi se ne. Kaj pa kakšen tak western film sprave, da ni tako zelo akcijski, recimo, zdaj divjajo vsi kavbojci in si indijanci v isto smer. Kot čisto inovativna ideja, tako dosti nova, ne? Ja, ponavadi so skozi stepali, ne, mi v starih cajtih, oni so se skozi streljali med sabo, ne, tukaj bi bili pa prijatelji v bistvu. ja, dajmo en To je to. western sprave, ok, kva imamo, ideje. Pištola 4. Zamašena cev. Z odprtimi rokami. Sramežljivi kavboj Tone se spoprijatelji z pogumnim indijancem Tomijom. Veš kaj, zdaj jim rečemo staroselci, veš. Staroselci, no, vse veš, pa sem mislila. Ja. In, ne,
ona dva v bistvu odkrijeta olje. Okej. Ali lahko Kakšen olje? Misliš, kakor sončnično olje? Ja, nafto. To je zelo tem Scorsese. v bistvu olje je kukar neko sredstvo, ki jo zbliža, ne? Kaj pa če bi res najdel olje, ne nafto, ne? Najdel olje. Ja. Prav olje, ja. A lahko vidimo ta prizor, kako pač se neki prepirata, ta staroselc pa kauca, pa najdete olje in je to nekako zbliža. Ja. Ti, John, Jaz, John. midva zakopati bojno sekiro. Vendar toliko prelite krvi je bilo med najnima ljudstvima. To je resnica. Ti skalpi govorijo o najinem konfliktu. Še vedno imajo ta odvraten izraz na sebi. Ja, vem. Zato sem ubil tvojega brata, debelega Johna. Okej, v redu. Mu je bilo isto ime kot tebi. V redu, odpustim ti. Samo, če mi lahko priskrbiš eno surovino, ki bo pomagala mojim ljudem. Tukaj zraven raste sramežljiva oliva, oljka. Veter piha skozi njo in kar naenkrat John, ki bi moral biti Tommy ali druga imena so me prej, ampak nima veze, zavoha, ta indijan zavoha. Nekaj mu je všeč. Ja, svohati olivo. Zgleda, kot da ti je nekaj všeč. To oljko je veter tako premetal, da so se olive začele peštati druga z drugo in ven se je pocedila ena sama kaplja olja. Pim. A hočeš... Mene je prevzela ekstaza oljčnega olja. A, to zgleda kot en privaten moment. Daj, da probam to olje. Ja, v bistvu podira nekak te stereotipe, a ne? Ta Brokeback Mountain, ampak... Je. Bolj volk. Zelo moderno. Ja, okej, v redu, to sem si zapisal, evo, zabeležil. Ampak kaj pa kaj za otroke, no? Ja, točno to za otroke. A veš? Ja, jaz sem mislil brkci. A ja, to je pa če risanka nasploh ali neka specifična... Tako je ena taka zgodba. Ja, V gozdu ja, radovedni samo najde ja. vasico majhnih mož. Vasico majhnih mož. Majhnih mož. In vsi imajo brke. Okej. Skupaj se odpravijo v šolo, Ja? da bi radovedni Marko izboljšal šolski uspeh. In potem spremljamo zgodbo, kako mu pomagajo v šoli, medtem ko je vprašan, pa ko ga napadajo izgubila. sošolci, brkci. Jaz sem bolj mislila, kaj v smislu modro preveč nikoli. To je pa tak super naslov, ne? Pa dobro, lej, probala sem kaj. Kaj pa kaj bolj strašen, da recimo tako velebajski. To so, skratka, v enem mestecu, v zelo lepem angleškem, z lepo zeleno travico in smejočim se soncem vlada mir. Kar naenkrat pa se preselijo sem novi ljudje, ki pridejo z ogromnim tovornakom. To so 4 velebajci. Ja, kosmate stvaritve, ki sicer izgledajo zelo prijazne, ampak niso. Vsaka od njih ubija otroke na drugačen način. To je risanka, veš? Ne, to je v bistvu igrana, tako, s kostumi zadeva. Ampak poučna, na koncu poučna. Premagajo. Ne, meni so všeč te velebajci, samo če lahko damo to ubijanje stran mogoče. Ja, oni grabajo otroke, pa jih mučijo. Če ima risanka za odrasle, a veš. Okej. Malo sliče na grozljivko, samo eni bed.
Jaz bi rad videl te velebajske. Jaz tudi bi rada videla te velebajske. Kaj če si pogledamo tako kako imajo en sestank, te 4 velebajski za naprej, kaj se zgodi? Sestank ima. Med sabo, ja. Pol kar ostanemo tle. Nikar! Akcija! Jaz se sprašujem, ali lahko to prodamo. Jaz mislim, da lahko karkoli prodamo, če imamo dobro idejo. Ampak kar se pa še bolj prodaja, so pa trilerji. Mi moramo posneti tak dober triler, Ja. da je napet, da se dogaja. Ja. Napet triler, ja, povej. Thriller. A to je naslov? To je naslov. Ja. 500 kilometrov Ja, ja. 500 km na uro? 400 km na uro. Čuden poljub. 40 umitev. 50 omejitev. 50 omejitev v naselju. Človek, ki beži. Ja, Stanko je delaven krojač in nekega dne dobi naročilo od mafica in ko zve, da je ta mafijec pobil njegovo družino, se odloči maščevati in zato zbeži. Kaj brez obleke v mafijec, kaj se ram? Tle thriller. Ja, je napet, meni je napet. Kaj pa antidajafobija? A veste kaj je to? Ne. Ne. To je strah pred tem, da te v vsakem času, to je res, čisto res. To je, Pa to mora biti strašno, ne? ja, mislim thrillersko, tako ne. To je strah pred tem, da te vedno ob vsakem času nekje gleda ena raca. Ja, prav vedno. To je, Ja, in to je protagonist. No, protagonist je pa Brane, on je lih odprl hostel na Bledu. In on do zdaj je živel kot čisto normalen človek, brez kakršne koli fobije, ne. Ampak nekega dne je šel hraniti race in življenje se mu kar naenkrat spremeni. A lahko Dajmo to videti, dajmo to videti. Lahko je tam meni, kako Brane prvič se seznani z raco, s to grozovito raco. Joj, pa kaj pa je to zdaj? Joj, je to sesalca, je riba, mali vod, prosim, ne. Dober dan, Bože, Ne, kaj delaš, ne hran ti golasni! Kaj s tabo je, tega na Bledu se pa ja hranim race, a ne? Ti nemaš duco pa mu vrši. Ne, če lahko me Malo napade, se race guli, ti se moš bat na vodo, uri so pa res pizuli. Jaz grem zdaj na otok, moram iti zvon. pa nekam zdaj ne id stran! Sploh te ne poznam, kaj? Se ni važno! To je zikr Vendar malo kdo je vedel, da zaradi tega pojedenega kruha se raca znotraj nje dogajajo neki novi evolucijski procesi. In je začela se je večati. Kaj je to ni bil kruh, to je bil okužen kruh. Ne, kaj je zdaj to, kaj je nekaj novega? Ne morem gledat! Ne! Bom premjer! V tem trenutku ima naš protagonist Brane en monolog, v katerem pove,
česa se kesal v svojem življenju? Menim, da sem živel polno življenje. Odprl sem hoste na Bledu in mogoče je čas, da grem ta trenutek. Kesam se zato, da sem prevaral ženo, da ji nisem naredil 5 otrok, da nisem plačeval davkov, da sem imel odprt račun na Kajmanskih otokih. Ampak kar si pa najbolj obžalujem je pa to, da nisem šel študirati ekonomije. Veš kaj, vse lepo in prav, ne? Ne vem, če je raca ta tako grozna stvar, a veš, kaj mislim, ne? Ja, krati pa smo rekli thriller, ne? Ja, to je malo grozljivka. Te grozljivke, stari, kaj če bi šli na neki malo bolj tako, cheesy? Cheesy, ja. Kaj je reality show kakšen ali? Romantična komedija. Romantika, To se pari, folk hoče videti ljubezen. Ljubezen, družina, vrednote. Prevaranje. Ja, vse te zadeve. Ja. Vse vemo, o čem govorite. Mehka kot marmelada, recimo. A res veš, o čem govorimo? Ja, ljubezen, prevaranje, vse te vrednote. Dej si ga, no, dej. Okej. Ljubezen na troli, Kva? recimo. To je tak historična romantična komedija. Ne, kaj trola, to je... A ja, Troja, da si Troja, okej. Ne, trola, kao trole bo. Avtobus, razumem. Obstaja pa tudi nisem, no. Ne, vsej tudi težko. No, pa ne še do druge. Micka pa zna. Ljubezenska premica. Okej, kva še imamo? Ljubezen na avtobusu. 1 + 1 je 3. No, to je zgodba o Marinki, matematičarki / nuli, ki poučuje na gimnaziji. Vsa ta leta je edino, kar je predana, je Bogu in matematičnim številom. Predvsem ima rada praštevlje. No, v nekem trenutku pa njeno življenje vstopi nek moški, profesor fizike iz Anglije, s katerim se zapleteta in ona zanosi. In zdaj ne ve, a bi obdržala tega otroka, ne, a bi ostala njuna, ne, velika moralna dilema je. On pa seveda se vsake toliko časa prikaže in izmeša štring. Dajmo videti zdaj prizor, ko ona se ponula na test. Mogoče tik potem. No, tik potem, no. Bog mi pomagaj. Ja, tukaj sem. A si grešila? Aj to križ. Ja, pozitivna si in boš dobila otroka. Ti. Nuna pa taka. Ne. Joj, a mi boš lahko odpustil? Ne, ker nisi brez madežno spočela kot Devica Marija. Sem. Imela si spolj odnos, gledal sem te. Ja, sestra Marinka, ste se hoteli pogovoriti z mano? Gospod pater župnik, oče, jaz sem brezmadežno spočela. Ni brez madežno spočela župnik, ni, laže. Kdo pa je to? Bog tukaj. A lahko ta Mike malo bolj hvala? In zdaj ne vem, naj ga obdržim ali ne. Marinka, za take primere imamo poseben protokol v cerkvi, veste? Ampak tega otroka ne boste nikoli več videli. Je to res, kar želite? Joj. Kajti, če je to otrok, ki je nastal iz ljubezni, je povezan z vami. In če ga boste izgubili na tak ali drugačen način, boste izgubili tudi del sebe. Se pravijo, včasih je 1 + 1 tudi 3. Ja, vi ste matematičarka, jaz ne vem, jaz sem hodil na teološko tam. Tam ni bilo matematike. Joj. Ampak potem moram zapustiti cerkev, je to res? Da, odločiti se morate za eno ali drugo, oboje žal ne gre. Oh! Ne moremo imeti potomcev, ki bi potem po smrti spodbijali in želeli delež cerkve. Lahko se premakne kamera v telo od te nune, kjer vidimo boj med njenimi možgani in njenim srcem. En je za cerkev, en je pa za otroka. Ta otrok mora iti. Ta
Ta otrok mora živeti. Ne, Ja! Bog je moje življenje in cerkev je moj dom. Vendar otrok je lahko tudi božansko bitje. Ta otrok mora iti. Ta cerkev mora iti. Cerkev bo ostala. To je kamen, ki stoji. Otrok je seme, ki uskali. In se začne res tak dobeseden fajt med njima, ampak tako, primeren za nek romantičen film, ne preveč nahad. Rahlo komično. Aj, a te areola! Vso moje življenje so mi govorili, bodi predana cerkvi, menda morda moram biti sedaj nečemu drugemu predana. Kako ste, Marika? Kako ste se odločili? Ta otrok ni bil brez madežno spočet, lagala sem. Ja, saj Bog povedal, slišal. Res je, ja, se strinjam. Ampak je bil pa spočet 17. januarja, to sta 2 praštevila, če se ne motim. Eno tehnično gledano ni praštevilo. Ker praštevilo je delilo samo sabo in zemljo. 17. marca. 17 pa je praštevilo. In to meni ful pomeni, ker praštevila so skoraj boljš kot Bog. Oprostite, pater. Prosim? Ja, poslušaj me. Ja, super. Drama je bila, bile so stvari na kocki. To se mi zdi, da zna pritegniti ljudi. Super. Ja, bravo. To je kar v redu, žanr. Romantična komedija. Ja, je, ja. Jaz mislim, to ima kar uspeh. Kaj pa moja nagajiva opica? Okej. A to je romantično? Ja. No. Ne, animalizma, no. Ne, nisem to mislil. No, eno skrbnik v živalskem vrtu, nagajivi Ferdo, najde čistilko, ki so Kaj najde čistilko, če se Saj je romantična komedija, ne? čistilko, ko čisti od šimpanza v kletko, da uporablja vse une vrvice, pa to pa da se potisne pleza. Takrat vidi, koliko je lepa. Čistilka Nataša. Ja, se veš kaj, živalmi je ful težko snemati, veš, ker so tako nepredvidljive. Si ni življenje. Vse to je vora, niti eno ni. Se upravičujem, ja. Ja, in ta čistilka pleza pun mu po vse une vrvice pa to. Njemu se stopi srce, ampak on ne ve, kako bi jo povedal, da jo ima rad, ker je nem. Kar zapletena zgodba. Kdo je tega modela najel? Ne, veš kaj, on ima v videu naš target audience, on ve. Ja, kao Glut Folk, štekam. Dobar. Ja, kaj pa kaj, bi romantično ali bi kakšen drug Ma ne, to ne, zdaj imamo. Veš, meni se zdi, da to je bilo super romantično, da pač Bog in Mura ni večje romance. Ja, kaj pa kakšen te so ful zdaj popularni ti mockumentary, ne? Ja, to je res tako še malo bolj sarkastično, pa tako se lahko ful večplastno dogajajo stvari. Agencija. Spremljamo vsakdanje življenje ljudi, ki so zaposleni na marketinški in lifestyle agenciji in njihove prigode. Spremljamo pa protagonista po imenu Jožo. Ja, on je pa tudi nagajil, veš. Jožo je nagajil in pač ravnokar mora postaviti en dogodek zaviden. Vendar mu nekaj stoji nasproti. Ja. In ta stvar, ki mu stoji nasproti, je... Opica! Se
sej. Ne, je pač župan, ne. Ja. Ki je v resnici opica. Lej, pusti. Ne, a veš pa, pač sem rekel dokumentari, mogoče pa je upica, stari. Lej, a lahko vidimo samo mogoče en vsak dan teh ljudi na agenciji, pa vidimo, kako se obnaša in pač mora postati ta dogodek za video. Mislim, da je zelo nujno, da imajo veliko tudi teh direktov kamer v kratkih izjavah. Ja. Šo. Ok, imamo fotobooth. Ok. Imamo plakate. Ok, imamo cut-oute. Ok, rabimo še neki, kako se reče temu, eno inštalacijo, ne, kako je že to? Eno aktivacijo. Katica. Hvala Špela. Fak, Špela je toliko preveč vesela. Zakaj je toliko vesela, če dela v tej agenciji? Čau, hvala z mlekom, ne? Ja, koliko je najbolj všeč. Super. Bom še kakšno rabo, ne? Ker je toliko dela skozi, ne? Toliko je dela za popizdi, te dogodki, marketing, e-mailing, e-mail, kakorkoli. Čip, pizda, vse zamešam. Katastrofa, res. Pa skozi enih sestanki, pa kao bodimo kreativni, ma jebte ste, stari. Ker kreativnost on demand, stari, fuck. Ti me razumeš, ne? Zdravo družba, čas je za team building! Zakaj imamo mi te team buildinge fucking vsak teden in to 2 dni? Team building! Jaz imam najvišjo plačo na tej firmi, zato ker sem v sorodu z direktorjem, se noben tega ne ve. Že 5 let sem tukaj, nisem niti enkrat promoviran bil. Če bi vsaj imel zares ta pravi team building, tam potem prije not pa sam govori team building, pa dela aerobiko. Jaz sem direktor te firme! Hudo. A smo dobro? Ja, dobro! Super smo! Ernest David! Mamo, Fuck, jaz ne moram več, no! Jaz res ne moram več, Grozen je! Ja. Ti na vsake top cajta pade ven pa doživi manjši zlom. Meni je to kar zabaven. A veš, in poli spet boš označiti sami, res ne moraš enega maila postati, če sem jih poslužil 10 000 ton. Ok, sodelavci. Direktor? Pridite bližji. Ja. Nekaj resen, da se moram imeti. Ne. Pa ne, prosim, spet s Herbalife-om. Ne moram več teh praškov jesti, ne moram. Več ne poznaj. Cirozo jeter sem že tukaj. Brez skrbi, to sem ugotovil, potem, ko sem zapravil zelo veliko denarja, da je to samo ena piramidna schema. Brez skrbi, zdaj sem v bitcoinih, ampak kar je bolj pomembno je, ta naša firma ima nečesa preveč. Veselja. Papirja A4. Team buildingov. Preveč imamo nekih praznih pisarn. Flukijev. Preveč imamo časa za malco, ne vem. Ok, to so vse stvari, ki bi si jih moral zapisati kot direktor in ampak ne, hotel sem reči, ta firma ima preveč dolg časa, team building številka 2! Jaz bi moral zrihtati eno dovoljenje za ta dogodek, ne? Pa vedno pobegne, kaj ga neki raba. Kako bomo zdaj župana prepričali, da nam da tisto dovoljenco, da lahko z avtom noč zapeljamo v center? Model je spet vrata razbal. A vi to upravljate direktorja? Ne. Direktor je najboljši in veselim se naslednjega team buildinga. Ja, kaj pa ti misliš? A ti ga ne upravljaš? Ne. Ja, upravljam ga, okej. Upravljaš direktorja? Ja. Kdorkoli je kadarkoli to našo firmo vodil, vsi so bili nesposobni. Pa začne še neke knjige pisati. Srečo mi dej pizda. Sorry, ampak jaz moram to povedati, ne nadrejeni. A
boš ti res mene izdala, Špela? Ja. Ja, veš, ona je tako na hiter sem prišla, moraš paziti pri nekaj skača. Boš šla do kadrovske, me bojo odpustila, veš? Ja. No dej. Koliko časa si ti tle zaposlen, drugač? 2 let. Ja. Ponovadi kar hitro te zadeve zrihtajo, tako čez 5, 4, 3, 2, 1. Ej, direktor je tukaj. Kaj sem slišal? Meni je zelo žal. Upravljeni direktorja, svojega šefa, ki ti trdno stoji ob strani, te motivira, hoče, da si najboljši delavc, lahko prinese največ keša meni. Stari moj Lambo je čist prestr. Stari že 6 mesecev. Ja, povej mu, Bobby. Pa kakšni motivacijski govori so zdaj to, no? Mislim, za popizdi. Gospod direktor, jaz se moram tega veselja, teh aerobik, teh teambuildingov, meni je to vse preveč izumetnično, da razumete? Ne. Jaz tudi ne moram, če sem čisto iskren, jaz ne moram imeti po 2 teambuildinga na dan. Ne, jaz bom izgorel, jaz bom sem že, jaz bi mogel že... Aljoša, umir se! Ne, mislim, da zdaj bi mogel za pomoč prosit, na Pariško gremo v ponedeljek. Prav, mogoče ima ta prav. Nikoli več ne bom stopil v to pisarno in imel teambuildingov. Prav. Zdaj bo na mest mene za to skrbela. Tale opica, pejte. Ne, joj. Ja, jaz ne slišim, da je bilo pa je to posled po resničnih dogodkih, ne? Tako te ideje pa to, ne? Ja, se ena opica preferalja, da je hod teambuildinge. Zdobil to opico not, ne? Ja, Evo, pa si, ne? vsi jo je želel. Kaj pa kakšna fantazija, no? Ja. To je moj najljubši To je zdaj popularen, Igre prestolov, pa te lordi. Zdaj se da veliko narediti s tem green screenom pa tako, ne. V mojih cajtih, Treba vse tisto narediti s plastelino. King Kong je bil ta prav, ja, pa plastelin, pa take zadeve. Koliko te v pogrešu, ko se je še pokojil, veš? Ja, saj sem že hotel za večkrat, sam me vedno pokliče ven nazaj, ne. Ja, pištola 5 mora biti narejena, pravi, ne. Wow. Ja, Recimo, a ne, trava rase počasi. Ja, vedno, samo rabimo malo več žmohta, no. Ja, Ja. okej. Pik življenja. Bik. Pik življenja. Simbol v zlatu. Čudežni deček z nadnaravnimi močmi, mu je ob rojstvu položena v žipko en simbol. In potem tekom odraščanja on dobiva neke zelo moči čaranja in vse, kar spada zraven. In Čakaj, on ima nadnaravne moči, pa dobi še moči čaranja. moč čaranja je nadnaravna moč. Okej. In Zaradi potem, tega simbola. ja, in potem v bistvu pride do enega izbruha vulkana. In gre v bistvu potem deček rešiti svet pred tem, ker je pa en črni čarovnik Latazar, pa v bistvu kriv za ta razpad vesolja in vsega tega. Kaj rečeš črni čarovnik? Ja. Vdetje v črnino. Vdetje v črnino, ja. To rečeš ta otrok gre reševati, a ne, koliko je to star To otrok? je pol že 20. A ja, Ja, odraste pa se pol tako žmi pa še premalo. Ja, žmi seveda še premali. In mogoče bi si pogledali nekaj prizorov, ampak prvi bi pa bil tak, kako je ta čustven odhod, separacije, ko mora iti od staršev, da bi s tem začeli. A bi lahko mogoče videl kaj na napovednik? Ja. A veš, da vse noč slačil, da vidimo, kaj vse je ta bam. To, stari. Prav. Kako je že naslov? Nekaj slabo. Simbol, čudežni simbol v zlatu. To poletje v naših kinih, zlati simbol. Mama, ki jo zapušča 20-letno dete. Moram iti, res nujno, kličejo me, rabijo me. Ja, moram res, mama, žal mi je, res mi je zelo žal, ampak res, da grem v svet, da bom slaven in dober. In njegove dolgodivščine na pohodu proti bruhajoči gori vulkanu. Še ti lahko pridružujem. Ja, seveda pridi, rabim prijatelja.
Ja, na vulkanu. O ne, tam je črni čarovnik, ampak črni je samo zato, ker so black črni. Ja, Želino, mora ga premagati. Kaj, ti si baš... Pridruži se mu pisana druščina. Poleg še enega človeka pride še zraven njegova mama nazaj. A nisi mogla brez mene? Ne, krompir se ne bo sam ujedel. Kaj sem ti ga prinesla? Hvala. Ma pa res pisana druščina. In ko pridejo na cilj, jih čaka očrnovnik čarovnik. O ne, ščiti vas ščito. Jaz sem ta, ki te bo odvil od te temne črnine. Le probaj, mali. Ok, Ščit! moč od znotri. Sine, ne! Misliš, da boš lahko me premagal s močjo od znotraj? Močen je, jaz ti bom pomagal, nemočen je. To je zgodba o žrtvovanju, Palček. o materini ljubezni do nekega naključnega palčka. Materini ljubezni do naključnega palčka. Pomol se je za vse nas. In o upanju za magično človeštvo. Ojka, moj vašek, da še prevaru hodinak. Ja, postavili ti bomo največjo grobnico z napisom. Zlati simbol, to poletje v vaših kinih. Ne, super, super. Edino malo smo videli, kaj se zgodi, a ne. Ja, malo veliko. Zdaj vemo, da ta palček, ne, nažalost, to je bil moj najljubši lik. Jaz sem Ja. tudi palčki. To je po mojem sicer prvi od več delov. Ja, zdaj, po moje, da je kul, da ne dajemo spoilerjev tako v thriller. Trailer. Pa da- Ja, ja. Trailer. Ja. Prvi palček z rdečo kapo. Aha, Ja, palčki nekoč niso imeli kap. Zato so imeli mokre glave, ko je padal dež. In briljantni izumitelj palček, Štefan, Štefan. se odloči, da bo ta problem rešil z pokrivalom. In spremljamo zgodbo, kako je odkril pokrivalo, veliko rdečo kapo za palčke. To je fantazijski film. To je bolj drama, ne, kar si zdaj opisal. No, sem je zanimiv. Ja, Malo je risan. ja. Jaz bi šel gledat. Bolj epsko. Ja, ja. Brezno, predolgo. Brezno. Brezno. No, to pa bo zanimivo, to pa ne bo zanimivo. Ja, torej nastane razpoka v zemlji in trije bratje se odpravijo pač na potovanje v bistvu notranjo zemlje, kjer najdejo skrivnost človeštva. Okay. Ja, Fajn. zdaj bi lahko pogledali mogoče, ki pridejo do te skrivnosti, mogoče to. Ja, po mojem, da vse zanima, kaj je ta skrivnost. Ja. Tako da dajmo kar vidimo, kako v bistvu stopijo čez to zadnjo uganko oziroma zadnji ta del. Vseh teh potovanjih, po vseh teh izgubah in vremenskih spremembah smo končno tu. V tem breznu. Središče zemlje. Ja, v tem breznu, dolgemu, predolgemu. Dolgo brezno. Ja, okej. Felicius, mislim, da nam čas ni namenjen. Hitro moramo odkriti skrivnost življenja. Sicer ga ne bomo več imeli. Astralus govori resnico. Astralus je jasnoviden. Felicius, Bratje. poslušaj ga. Hvala, Anus. Bratje. Brezno. Čakaj, Brezno pesem poje mi. to ni
toliko pesem, kakor sem tako, Nimam glih posluha, no. Nič hudega, anus, no. Okej, Ali ste prišli? A ste lahko malo zberete, pizda? oprosti Brezno. Ali ste prišli po skrivnost? Prišli smo v skrivnost. Dokazati morate, da ste vredni te skrivnosti. Brati. Smo vredni, bomo dokazali, povej nam, kakšen izziv nam zadaš. Dokažite, da ste pravi moški. Ta bo pa težka. Felicius, Ja, jaz anus, sem pravi moški. Anus. Kaj? Ja, On je še od nekdaj znal popraviti vse okoli hiše. glejte, kar bolj pokončen ratujem. Jaz sem anus erectus. Končni anus. Brezno, pošiljamo na prvi izziv brata Anusa, ki se ti bo dokazal, kako je moški. Verjameva, mater, ne za smrdeti vse. Kakšno? Anus. Umrl sem. Anus je umrl. O ne, Pravi Anus! moški. S takim imenom nikakor ne more biti pravi moški. Kakšni sprani starši. Brata. Kateri od Milo vaju? sva Anusa. Brezno, zakaj si nam vzel brata? Nima več anusa. Anus je skočil v brezno. Jaz Jaz nisem nič naredila. se bom žrtvoval. Kaj? Jaz se bom žrtvoval, ti si edini, ki lahko prinese skrivnost nazaj med ljudi. Če se ti žrtvuješ, bom jaz ostal sam in nimam možnosti. Pa počakaj, a ne moreva oba dva nekako dobiti skrivnost človeštva? Zakaj se mora nekdo žrtvovati? Samo opraviti morava ta izziv moškosti. V najnih imenih je odgovor, Felicius. Ti si tisti, ki ima srečo, ki bo srečo ponesel med ljudi. Jaz sem Astralus, jaz sem zvezda. Tisti, ki mu bodo naredili kipe. Zato, ker se je žrtvoval za ljudi. Kaj je najbolj moška stvar, ki jo lahko naredim? To, da, Ajde, hitro, brata. da pustiš brata, da umre in da ne jočeš pri tem. Res je, pravi moški ne jočejo. Brezno, poslušaj mojo notranjo rezolucijo, kako mi bije srce. Poslušaj melodijo mirno mojega telesa. Poslušam, ja. Izgubil sem svojega brata Anusa Erectusa, pa vendar sem še vedno miren in neomajen. Mar ni ta rezolucija najbolj moška? Opravil si test. Sedaj se bo razkrila skrivnost človeštva. Uspelo nam je! Uspelo nam je! Ne morem verjeti. Wow, to je! Ples osvobaja, to je skrivnost. Ti vidiš! Wow, nisem vedel, da je anus tako dolgo ime. A ja, da je... Ja. Ja. V redu, v Ne redu. vem, no, ja. Ja, gremo zdaj še na kakšen drug žanr. Po mojem rabimo eno zadnjo belko idejo. Ja, nekaj tako. Nekaj, kar pač bo tako, a veš, za Socialna drama. socialna drama. Ja. Sej si luškan, no. To je zelo, to je zelo. Ne, ampak lej, a veš, zdaj je Oppenheimer dobil ful nagrada, ne? Ja. Rabimo eno tako relevantno, zgodovinsko... Zgodovinsko dramo. Tako, ne, da bo bam, bam. Ja, ja, ja. Okej. Kdo je bil kaj tak znan pa dober človek?
Matija Majer-Zilski. Iz Svetega Jurija v Sveti Jurij Pliščavnici 1848 podpisujejo Majniško deklaracijo in Matija Majer-Zilski, preprosti duhovnik, se bori za slovenstvo. Ok, v redu. Kaj pa recimo Einsteinove hčere? Einsteinove hčere. Ja, povej, več. Ja. Spremljamo odraščanje hčera od Einsteina, katerih je Ko je pa ime? Anika, Angela, Arista. Eno ime je to zdaj. To so zdravili. Tri sestre. To je v redu, sam rabimo en tak prelomen dogodek, kaj škoda je bila ta bomba, rabimo neki, kaj je najbolj... Bombo naredil, ne? Ja, ampak... Ne. Je kaj pa, ne vem, preprečitev 3. svetovne vojne, naslov v delu še, ampak tako. To je zgodovinsko smo Aha, tako rekli. prav, ok, prav po resničnih, prav. Kaj pa tako Vladimir? a ne? Ja. To je zgodba o Putinu, ampak zelo kot nerazumljenem človeku. Ne samo, da je to tako, taka drama, to je musical. Od njegovih odraščanj, kako je bil zatiran in v bistvu ves čas vidimo, kako njega narobe svet razume. Ker on je drugače hotel slikar postati, ne, pa so ga zavrnili, ne? Ti si bil Hitler, ne? On je hotel pa v Bolšoj teatru balet plesati, pa so ga zavrnili. Torej, ja, on je bil v Bolšoj teatru, pa bil je še agent, ne? KGB. Ja, po mojem, da to hočemo vsi videti. Konkretna osebnost je bila. Kaj pa mogoče Fork You? Ja? Ja, zgodba o anonimnem izumitelju Vilc. Ker smo prej rekli, da hočemo Kaj videti... Vilc je izumil. Prelomen dogodek. Ampak zgodovinski smo rekli, da Ja, mora se to je biti. pa zgodovinsko. Ja, kaj pa če uporabljajo ljudi pred Vilcem? No, da vidimo. No, se si duška, ne si sika. Okej, a ne bi gledali to musical Putin? Dajmo. Ja, v redu, in a to, kar gledamo v preteklosti, njegove mladosti... Zdaj bomo videli prizor, ker mladi Vladimir da svoje srce v ples, ki je audicija. Za Bolšoj teater. Za Bolšoj teater. To bomo dali, bomo videli. On res da svoje srce strašno. Mama! Da, Vladi. Ti zapuščaš St. Peterburg, greš v Velika Moskva. Danes gremo Bolšoj teater. Zelo si prijazen človek. Lepo je, da si včeraj rešil 3 kuške, ki jih imamo zdaj doma. Ti ne bi milega storil nobenemu, kaj ne, Vladi. Našemu narodu nikdar. Da. Mama, pogrešal bom tebe in tvoj boršč. Tu, boršč je ukrajinska jed, mi smo prijatelji. O, Ukrajina, najlepša dežela na svijetu, ne? Moli za me, da me spremijo. Da, molila bom vsem našim pravoslavnim svetnikom. Vladi, vso srečo. Ostani predvsem prijazen. Adijo. Vladimir. Pozni ste. Skoraj sem že šla domov. Poznost je odraz velikega človeka. Ostani prijazen, Vladi. Ostani prijazen. Se opravičujem. To je zelo neprofesionalno, ampak vam bomo dali šanso, ker imate izklesano telo. Zelo imate izklesano telo, okej? Tako da boste dobili še to šanso, pa dobro se potrudite. Da, vi korenjak. Imam pripravljeno eno manjšo točko za vas. O, seveda, da imate, kar dejte. To je pesem o moji mami. Rosiji. Moja mama Rosija je najboljša, nikdar
je največja. Hašoj. Nikdar ni bilo boljše države, nikdar ni bilo boljše sprave. Jaz Vladimir sem za tu mir in nisem bojazen, ampak prijazen. Nisem bojazen, ampak prijazen. Hoj, 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 hoj. Mama! Oče! Vladi! Kje je mama? Mama, ne vem, kako naj ti povem, Vladi. Mama je umrla. Zakaj je ljudem to smešno? Saj ni. Medtem, ko si ti plesal tam v Moskvi, namesto da bi bil pri njej in jo hranil, ona zmrznila. To ni smešno! Zmrznila? Da, ti je nihče ni dal na kamin, ona ga ne zna porabljati, ker ne ve, kako se vrne tisti hatro, da odpreš dimnik in potem jo je zakladila notri, ona je pustila in znoč zmrznila. Jaz sem bil daleč na poti službeni, stal sem dol do Leningrada. Ko sem prišel nazaj, sem jo našel, zamrznjeno. Zakaj nisi pazil na svojo mamo? Na svojo mamo Rusijo! Prosti, oče, vendar hotel sem se zaposliti v gledališču. Ja, prišel iz Moskve. Da! Prišel za vas, oče Vladimira Putina. Niste vi Boris Jelcin? Ne. A, dobro. Kdo ste? Jaz sem anonimni vodja KGB. Jaz bil na audiciji vašega sina. Nismo ga sprijeli, a meni se je srce odtalilo, bilo let prej. Potočil sem solzo, nisem potočil solze, ko so ubili mojo mamo, ko so mučili mojo ženo, ko so pred mano posilili vseh mojih 12 otrok. Niti enkrat zajokal, ako videl nastop vašega sina, Vladimira. Jaz jokal kot dete. Slišal sem, da na audiciji vsi so bili navdušeni. Da. A niste ga sprejeli? Ker on mora delati boljše stvari. On rekrutiran v KGB. Dobro, naj gre čim dlje stran od te hiše, te mrzle hiše. Ki ne bo več tako mrzla, ko jo bom jaz požgal do tal. Tu je preveč slabih spominjev. A imate kamin, ko se hakel? Ja, In sedaj v pesmi vidimo, kako Vladimir stopa po politični lestvici do samega vrha. Najprej na lokalnem nivoju postal je velik mahar. Ščitil je župana, postava njegova postala je znana naprej, napredoval je na regionalni nivo. Eden za drugim so se mu klanjali politiki. Sprejemal je podkupnine, podkupoval je sam. Niso velike vsote denarja, je k sebi dam, a bolj kot bogatstvo, ko šel je v temno noč, zanimala ga je slava in politična moč. In nekega dne pred njim se pojavil je močen oris,
bil to je predsednik Rusije, Jelcin Boris. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Почему ты похож на меня? Да? Я mi je zdel, da ne znate ruski zares. Boris Jelcin je bil ves čas agent CIA v Moskvi. Ja povaju ruski... Vi ste zavajali naš narod. Vi ste izgubili popularno glasanje. Vi niste več v oblasti. Vsi vas... Kaj je z vašim jezikom? Nič. Boris Jelcin je odpel kratko odstopno izjavo. Я Борис Ельцин, за Россию не ждёбер. Пришел крепкий юнак Владимир Putin. In Vladimir je prevzel oblast in bil na njej za vse večne čase. A vsake toliko časa je zvečer v svoji veliki palači pri mestu Soči pogledal sliko svoje mame. In mama včasih kot da bi jo slišal, kot da bi mu govorila. Včasih je celo čutil, da se dotakne njegovega ramena. Nekega dne v najhujši vojni je najbolj začutil njen dotik. O mama, ti si moja, o mama. Ni da trenutno pešam, vendar te zelo pogrešam. Ne bi mogel vodit, brez tebe ne bi mogel shodit. Pomagaj mi doseči spravo, s tvojo pomočjo bom vodil to državo. Vladi, bila je moja velika bojazen, da če mene ne bo pozabil, boš biti prijazen. Iz lepega fanta svetu postal si čir. In dragi Vladi, pozabil si drugo polovico svojega imena, ti si Vladimir. Danes za vas so nastopali Jaka, Burja, Juš Milčinski, Teodora Šved, Rok Štemberger, Peter Frankl, na glas je bil Goran Završnik, naročnik Matej Lazar. Pridite naslednji teden, ko imamo maestro, hvala, ker ste prišli, imejte se, čau!